Tukaj imamo plezalno steno, malo plezalno steno, obstajajo tudi velike plezalne stene, kar si jih bomo potem pogledali. Na plezalni steni so nameščeni oprimki. To, kar vidite, so oprimki, so različnih barv, različnih velikosti. Plezalna stena ima različne naklone, tale je recimo bolj položna, se pravi bolj navpična. Tukaj je lažje plezati gor, recimo tamle dol je previs, tam je težko iti čez, malo težje, no. Za plezati uporabljamo plezalnike, to so takile čevlji, ki so narejeni posebej za plezati. Tudi pri njih je pomembno, da so zmeri malo manjši kot naša noga. To pomeni, da te zmeri malo tiščijo, ker imaš obute. To pa zato, da lažje stopaš na majčkene stope. Stopi so pač tisti, recimo stop, je lahko tale, ki je tak majčken, ki je premajhen za držati. Ampak od zunaj v skali so tele stopi še lahko zelo manjši, par milimetrov široki robovi. In zato morajo biti plezalke toliko tesne, da ti poberejo vso silo, ker ti stopaš na ta majčken stop. Se to gre kot mi na noge. Uj, to so pa res. Zakaj pa je sploh ta prahec? Ja, to je magnezij. Magnezij se uporablja zaradi tega, ker suši vlago. Probata, če namočite roko noter, ni več vlažna, zaradi tega, ker mokra roka na oprimku ti lahko zdrsne in padeš. Zakaj pa so ti oprimki različnih barv? Oprimki so različnih barv zato, da so bolj zabavni. Ne zato, da se recimo, to boste od zunaj videli tudi, bo bolj izrazito, da si lahko recimo sestaviš smer samo iz rumenih oprimkov. Pa greš recimo samo po rumenih ali pa greš samo po zelenih. Zato so različnih barv. Pleza se predvsem po nogah, kar pač večina ljudi verjetno ne pomisli v prvem trenutku. Tako da bodite pozorni na to, da boste zmeri dobro stale, da ne bojo vam noge bingljale dol in da boste zmeri, recimo, ker boste na steni imeli stegnjene roke, boste dvignili nogo, pa drugo nogo, še zmeri na stegnjenih rokah in potem vstale in prijeli naslednji oprimek. Tako vam bo najlažje. To je tako, kot po lestvi hoditi. Čisto enostavno. Višji gor noge. Ja, uspel mi je. Ko je to narejen, je zagotovljena varnost.